Jaz veliko nisem povabljen. Ja. Danes gostimo tukaj narodno zabavno glasbo. To me nič ne briga, danes mora biti vse tiho, ker je predvolilni mok. Gospa, sploh ne vem, kako vam ni vroče v taki dolgi kikli. Ja, malce mi je vroče, ampak poslušaj, kdo pa sploh ti si? Jaz sem Sašo zdravskega pola, kdo pa si ti? Jaz pa sem Sonja Mojzer. Kako pa je tvoja telefonska številka? Tega pa ne povem vsakemu. Kaj pa Facebook? Ne, se jaz nimam računalnika, samo vprašal sem. Otročki, Facebook, veste, ni ravno ta pravi. Vse izda, ampak jaz grem z odra dol, ker vidim, da sploh ne sodim sem. Ja, Sašek, potem pa izvoliš. Hvala. Dragi moji prijatelji, imam dal včeraj dol, ker sploh ne vem, ki sem. Meni so rekli, da sem prišel v Limbuš. Je to res? Se imate fajn tu v Limbuši? Poslušajte, dragi moji prijatelji. Tako se je vse začelo pri nas, ko sem se jaz rodil, vse vidite. Zdaj sem star blizu 25, pa sem tako, da je bil v prvem razredu. Zato nikjer ne raj karte plačati, ne? To je dobra lastnost, ampak poslušajte vi mene, ko sem se jaz rodil, sem bil tako hudo grd, dragi prijatelji, da sem imel zatemnjene šajbe na inkubatorje, da se niso drugi otroci upali. Ne, resno, gospa, ne se smejati, pa ne me slikati, ker še vam bo fotoaparat crknil. V glavnem, in poslušajte, pol pa je Ata že mislil, da se je to malo umirilo, pa sem pa tja in sem šel krsti, ko sem bil 4 leta star. Sem šel krsti in še vedno sem bil tak grd, da me je župnik z vodno pištolo krstil. Nič ni pomagalo nikjer, evo. Sem prišel v osnovno šolo, tam se je pa začela prava moja zgodba. Tam je Tršica rekla, da sem jaz za Hollywood ali pa bi me že mogli manjšega rešiti, ne? In zastopiš, pridem jaz tako lepo, v prvi razred sem hodil 2 leti, pa v drugi razred 2 leti, v tretjem sem 2 leti bil, zdaj sem pa v 4. Ja, zdaj sem že par let v 4, ker imam mlado Tršico. In zadnjič smo glih imeli, kaj bi kdo rad bil po poklici. Te pa je ena moja sošolka rekla, jaz bi rada bila zdravnica. Je rekla, na podlagi česa si se ti to odločila? Je rekla, ona vede, kaj to je fajn plačano, pa fajn dežurstva so plačana, pa če ne bi šlo, si pa neko privat ambulanto ofneš, pa se neki gnor vrne. Evo, ti prije do mojega sošolca, rekla, Mihec, kaj bi pa ti bil? Je rekel, jaz bi bil pa avtomehanik. Je rekla, ja, veš kaj, avtomehanik, na podlagi česa si se ti to odločil? Je rekel, Miha, je rekel, vede kaj, fajn je, jaz sem rad vsran, pa zamazan, pa vmivljen, se ne rad. To je biznis za mene, če slučajno ne bi službe dobo, bi lahko lepo doma SP odprl, pa malo fušal, pa se glih tak nekih naro vrne. Pol pa prije Tršica do mene, rekla, Sašek, ti pa povej, kaj bi pa ti rad bil? Sem rekel, Tršica, jaz bi pa rad bil celi fejs kosmat. Pa me ona gleda, pa pravi, Sašek, povej, kaj bi bil po poklici? Sem rekel, jaz bi rad bil celi fejs kosmat. Je rekla, na podlagi česa si se pa ti v to odločil? Sem rekel, veste kaj, Tršica, moja starejša sestra je spode čist malo kosmata, pa vsak večer 300 € domov prinese. Ja. Nič več proska, da ne v kjer je mislil, da imam tu predvolilni zbor. Ja, dragi prijatelji, sicer, ko sem jaz dal nazaj očale gor, te lahko govorim o politiki, ker te me tak ne boste poznali. V glavnem, da še vam pa to povem, je tu not v dvorani kdo, ki ima kaki vinograd doma. Mal je kjer vinogradnik? Ni, ker vem, da doben nima nič vtečenih jeter, samo jaz, ne? V glavnem, lansko leto je bila taka bolj, letos je dosti bolj kvalitetna letina, to ste že verjetno po televiziji čuli, ne? In letos je tak fajn sladko vino, kvalitetno, lani, dragi prijatelji, je imel moj kolega tak kislo vino, pa tak kislo grozdje, da so še škorci v porod jeli. Vam rečem, v glavnem, da pa jaz ne bi predolgo bil, ne, ker te bojo to
mene zadrgnili, ne? Samo takega malega, tak nija doben srca tepstva. Jaz sem lahko tu zdaj 2 ure, pa doben njo. Zdaj bom pa, kaj me bo kdo tožil, če povem eno politično? Kaj me bo kdo tožil? To pomeni, da Jelenčiča ni tu. Aha. Glavnem, jaz bi vas lepo prosil, dragi prijatelji. Če bi se kjeri najšel, pa da še ne ve, koga bi volil, najbolj Jelenčiča, da bo rekel Damjan Murko Tignar vrlo. Lica naj kakih drugih stvari. Ni treba ploskati, da te še imam večjo tako nervozo v sebi. Glavnem, da vam pa moram povedati, jaz sem zdaj v 4. razredu, pa sem 23 let star, ne? Sem se lani oženil, pa lani sem se tudi ločil po sreči. Glavnem, ne, poslušajte, kaj se je meni zgodilo. Jaz pa moja žena smo se vse lepo zmenila. Ona je rekla, mi pa se moramo ločiti. Ti boš imel lepo bajto, jaz bom vzela vikend, jaz vzamem oba 2 avta, ti vzemi tovornjak, pa traktor, pa je to vsak imamo pol pa pol. Imamo pa 3 otroke. Te pa prijemo do sodnije, pa pravi, on sta se zmenila, sem rekel, mi dva smo se vse zmenila, ni problema, vse na pol. Je rekel, čakajte, kako vse na pol, če imate pa 3 otroke? Sem rekel, vete kaj, jaz bom imel kar 2 otroka, to se nismo nič mi namenili. Ja, imel 2 otroka, ker jaz imam te neko zaposlitev, pa honorarno še hojem kaj tak narediti, ona pa nima službe. Pa se ona takoj vglasila, ne boš imel, jaz bom imel na 2 time engo. Pa smo se to 2 uri prerekali. Pol je pa rekel sodnik, zdaj pa tak vi 2. Najboljši bi bilo, če se še vi 2 zadnjič danes skup ležeta, pa se skup spravita, pa prijeta čez 3-4 leta, čez 10 mesecev, pa ta imela 4 otroke, pa imata pol vsak 2 po 2. Je pa rekla moja žena, vete kaj, če bi na totega malega čakala, še totih 3 ne imela. Zdaj pa tak, dragi prijatelj. Vi pa imate danes tu večer šaljivci, je tak res? In naj vam še to povem, da šaljivci so zmagali na razpisu za državni zbor, oni bo edini ansambl, kjer bo lahko v državnem zboru igrali, zato ker tam so tak sami šaljivci. Ja, pa ne še samo to, pa še muzika, moja prava, ne? Da se bo kakaj zakon naredil, pa sprejemal, bo oni samo zašpijali, hec pač mora biti, ne? Šaljivci, takoj pride, sedem, da vas jaz nekaj vprašam. Dajmo eno prav za šaljivce, ker če ne bi šaljivci dobro organizirali, bi videl mnogo vidi pogledali. Viš, to se mi že bolj dopade, zdaj, ko sem samski. Samski glih nisem, vidimo bi vkup pasal, Glej, zdaj pa tak, dragi moji prijatelji, jaz vam povem, da šaljivci so en hraber ansambl. In sicer Miha Medved, vse če začeš Medved pisati, tak se po naravi si že hraber. Glavnem, on, ko je imel prvo punco, vidva smo z iste vasi doma, on se žensk nič ne boji, on je čist kontra mene. Vidva smo se enkrat napila, je rekel, Sašo, to moraš biti hraber. Sem rekel, kaj ti narež, da te ne nareže? Je rekel, kaj? Jaz prijem domov, lepo si vzemem stol, se vsedem lepo pred pojslo, pa vprašam Mašo, ko me pogleda, kaj delam, in rečem, da grad bi v prvi vrsti prej se cirko začne. Evo ti, ne, ja, on je prve stopnje hraber, pol imamo pa tu kitarista, on je pa hraber druge stopnje, on pa prije domov, pijanko, krava, pa svoji ljubici reče, ko pometa vune srej belega dneva in reče, žuješ ti, hej, ti pometaš ali letiš kam? Dragi prijatelji, je pa tu še Ata Eva. Njega takega malega sem se na konec spustil. Ata Ivan je pa najbolj hraber, vede kaj je pa on naredil, mi dva smo enkrat skup pila. Zdaj pa on je tako dosti več spil, ker preden prijemo do kolen, sem že jaz do vrata. Glavnem, te pa prijemo mi dva skup, pa sem rekel, čuj, ti se tudi tvoje nič ne boliš, je rekel, kaj sem te svoje bal. Je rekel, veš, kaj sem enkrat naredil, pa smo že dva malo pijana, sem rekel, Ivo, a me povej, kaj sem naredil, je rekel, poslušaj me. Prišel sem domov z ljubico, sem rekel, kako z ljubico? Je rekel, evo moj, sem pa rekel, naj se dela, da je moja sestra. Dragi prijatelji, hvala lepa, uživajte večer, šaljivci, pa še enkrat ponovno, če slučaj
Šaljivci so rekli, da imajo toto povolilno kampanjo. To je pa povolilna kampanja, zato ker so bili sprejeti, tako sem prej povedal, v državni zbor. Ker imajo zdaj naslednja muzika bo morske pravljice, pa same take. To je direktno za parlament.